2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Gospodje, Toti Milan sem ponovno nasledi zgodbe. Pred dnevi se je sicer v Kopru, pa vendar v Sloveniji zgodilo, da je en poštar dobil opomin, ker je v bistvu v enem dnevu raznosil vso pošto, ki bi jo lahko v 2 dneh. Malo se zdi nelogično, zato sem želel pojasnila in sem ta trenutek tukaj pred pošto. Z mano sta iz poslovodstva pošte gospod Žan. Dober dan, gospod Žan. Lep pozdrav. In pa poštar Max, ki je tudi si vzel čas. Max, lep pozdrav. Ja, nimam dosti sajta AB, jaz ne nič govoril, še imam 2,5 leta kredit, ker tu nikoli ne veš, kdaj dobiš pismo. Pa ni tako, da kot poštar bi morali vedeti, kdaj dobite. Da ne, me zdaj f***kaj. Pravim ti, da nikoli ne dobiš zadnji opomin, pa to. Čuj, Max, kaj lahko malo besede zbiraš? Skašljaj, kaj imaš, da grem jaz dalje. Torej, imam pol ure fertik. A ja, danes? Ja, prednost imamo, pa tak ne smem davati, navadno, ne. Pol ure sem fertik, pol pa. Kaj je to, Max? Ja, čuvanje. Tak nijem kaj. Dajte pojasniti, gospod Žan. Glede, na prvi pogled res zveni banalno in malo čudno, ampak pravila so pravila. Prednostno pismo ima pač prednost. Najprej dostavimo prednostna pisma, ostala pisma dostavljamo naslednji dan. Kaj torej, če razumem prav, prednostno gre še isti dan k naslovniku, navadna pošta pa naslednji dan. Točno tako, pravim, da ni tako zapleteno. In tudi, če imaš cajt, ne smeš ono davati. Kar je ta poštar v Kopru naredil? Pa če imel, ker gledaj, če jaz prijem Knehtlu domu, mislim, Kaslcu, ne domu, pa imam prednostno. 2 ima prednostni, pa 2 navadni. Jaz mu danes lahko dam samo 2 prednostne. Navadne pa si moram hraniti, čeprav sem pri Knehtlu. In bom naslednji dan spet mogel iti Knehtlu. Če imel prednostno, mu dam not pa 2 navadni od prejšnjega dneva. Dobro, kje pa te Knehtl živi nad Kredarici? Knehtlova je, če že. Ti si rekel Knehtl. Pa govorim tako, da doma, ne, mislim, Knehtlova. In rada ima hitro, ima rada. Glej, Max, mene zdaj ne zanima. Ne, da dobi vse, tudi reklame na tisti dan, ko kupon velja, razumeš? Dobre, za mi pa povej, Max, zakaj bi ti pri Knehtlovi zdaj razliko delal? Če bi ti Knehtlovo videl, sploh roke ne bi dvignil za to pravilo butl. Ker ko na balkonu perilo vesi je 35 stopinj, tudi če je zima, tako je vroča. Veš, da je dam vse not, kaj imam. Če ne smeš, ja, not dajati. Ja, zakaj, če sem pri Kaslcu, pri Knehtlu? Je kaj, zdaj Knehtla ali Knehtlova? A dobro, vse eno pravim ti. In zdaj, kljub temu, da jaz imam čas, ne smem. Je kar nelogično. Ja, in zdaj, ker njej ne dam not kupona, ki ga rabi isti dan, da ga vnovči, me sigurno ne bo naprej povabila, ne? Izjeme bi mogle biti, se pravi, v tem pravilniku je moglo biti napisano, če Knehtlova rabi kupon, pa če si glih pri Kaslcu, tej daj, ostalim ne, daj navadne, daj naslednji dan, ampak imaš pač uro pa pol cajta, pa greš k njej not. Veš, kaj ti hočem reči? Ne? Vsak ima tudi vodni kamen, tudi pipi not, pa take stvari za porihtati, ne? Dobre, Max, kaj si ti poštar ali si hišnik? Bi ti povedal, samo ne smem grdo govoriti. Vmes. Torej, vi mislite, da to ni prav, Max, ne? Ja, sva ne, ker zdaj rajimo torbo z 12 predali. Se pravi, ti imaš 5 pisem za Knehtla. Pa dobro, kaj šneho, kaj samo še eno stranko, imaš samo, kaj? Če smo kaj? taki primer dali in zdaj jaz porabim čas, da to preberem, 200 navadni, hop, to dam naslednji dan, ne? Ampak jaz sem zdaj tam. Zakaj ona ne bi vse dobila? Jaz se strinjam, Max. Čaka, ne? Pa čaka na kupone. Pa če dam tisti dan, ko prije ven kupon, lahko grem k vratom i dat, ne? Kdo je? Maxi. Ja, dobro, Max, samo če tako gledaš, lahko greš pa naslednji dan še enkrat k Knehtlovi, ne? A sploh mi vrat ne bo odprla, da je starim kuponom hojimo od reklam, kaj si zmešan ti, ne? Vse te vi gor datum, kdaj je poslano. Se pravi, zdaj, če prav razumem to matematiko, navadne pošiljke grejo recimo en teden 2-krat, naslednji teden pa 3-krat, ker gre vsak drugi dan. Ja, točno tako je, ja. Viš, že to je noro. Zakaj ne more vsak drugi dan iti? Ja, ker je neparno število dni, Max. Tudi to je noro, ne? Ja, dobro, hvala lepa za razlago, tak imamo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.